Živijo. Zdajle pa že tretjič tale vod snemam, ker se mi jezik zapleta. Dobrodošli na kanalu V naravo. Peter, Aleš. Danes sva v Škofji Loki. Pravkar greva čez Soro, Selško Soro in pičiva na, sem hotel Lubnik pokazati, ampak vam ga bom v naslednjem kadru. Se pravi, Lubnik greva gor, ne veva pa še po kateri poti. Odločila so se, da bo šla kar po markirani poti gor, se pravi čez Mali Lubnik, na Lubnik, ki je tukaj v Škofji Loki v bistvu en mestni hrib, ali kako temu rekel, se pravi hrib, na katerega se tukaj domačini vzpenjajo, tako kot Ljubljančani na Ljubljančani na Šmarno goro ali pa Vrhničani na Planino. To je pa 1025 metrov visok, tako da bo kar nekaj višincev naredila, pa obljubljajo se zelo lepi razgledi. Jaz sem sicer že bil enkrat gor, dobrih 30 let nazaj, tako da se kaj dosti ne spomnim, Aleš gre pa prvič. Gremo. Kar lepo se začne vzpenjati, dokler se pa še ogrevava, vam pa še zaupam ene par stvari o Škofji Loki, kjer je bilo tudi najno izhodišče, v bistvu čist ob koncu Škofje Loke. Škofja Loka je drugače eno najstarejših slovenskih mest. Mislim, da je Ptuj starejše, pol pa, če se ne motim, je pa že Škofja Loka. Znana je predvsem po tem starem mestnem jedru, pa seveda po Škofjeloškem gradu, pa po igri Škofjeloški pasijon. To nisem glih najbolj v teh vodah, ampak kolikor vem, vsakih 6 let se ta igra predvaja na ulicah Škofje Loke. Ne vem čisto, kako to izgleda, ampak si predstavljam, da je bolj tako, da so pač profesionalni oziroma te igralci, pa tudi kar malo folk sodeluje tam po ulicah, ne vem. V glavnem, to je tudi pod UNESCO dediščino in bo treba iti enkrat pogledati. Drugače pa v Škofji Loki tudi sotočje dveh sor, Selške pa Polanske Sore, in potem gre Sora proti Medvodam, kjer se druži oziroma izlije v Savo. Sicer smo šele sredini februarja, ampak tukaj se sprehodimo prav prek celega nasada, plantaže kronc. To so meni najljubše spomladanske rožice. Sva na razpotju, pa da vidimo, kaj je. Najina za Podlubnik, desno pa Škofja Loka. Zdaj sem na razpotju spet, sva se odločila, da bo šla gor po grebenih, pa videla za dol. Imajo pa kar navic tlele, zdaj hodiva že 20 minut, pa niso prav počasna, a od spodaj na izhodišču je pisalo 1:45. Tako da zaostajava 5 minut za časovnico. Razgleda ni ne vem kakšnega, oziroma je skozi veje dreves, se lepo vidi, ampak gor na vrh bo pa čisto. Danes sem pa čisto v črno-beli kombinaciji. Čisto v stilu, ko bi naštudiral.
Franc pa nič kaj dosti ne popušča. Zgleda, da so tik pod Malim Lubnikom. Se nam pogled odpre kar proti Jelovici, pa tudi po mojem da Ratitovcu. Sicer se skozi drevesa malo slabo vidi. Tamle desno od Aleša je pa tudi že vrh Lubnika se vidi. Še kar malo za hoditi. Prav nevreten mir malo. Sicer se avte malo sliši, drugače pa nisva še nobenega srečala. Ne vem, je Mali Lubnik tamle še malo višji, ali so zdaj na njem. Prvi klanček navzdol. Ko so prišli tam spodaj na greben, je izgledalo malo bližje. Ampak se je vsem bližalo. Spet malo dol, pa spet malo gor, pa spet malo dol, pa ta zadnji vzpon. Sicer so prišli na vlako, pa tudi izgleda zelo uhojena pot. Ampak markirana pot jo samo preč, pa bo šla mire kar po markirani. Ta gre verjetno še čez tale kucelj ta zadnji, vlaka ga pa obide. Zdaj smo na ta zadnjem kuclju pred Lubnikom, ampak prejšnji kucelj je bil pa Mali Lubnik. Glih onega, ki nisem posnel. Vsaj po karti sodeče tako. Tukaj se pridruži pa tista vlaka, ki smo preprečkali, pa tudi tle nadaljuje naprej, mi da gre spet gor. Malo pod vrhom so prišel tudi na tako malo bolj široko pot, ki sem jo že v bistvu od štarta nekako pričakoval glede na priljubljenost Lubnika. Ampak so šla zgleda v štartu bolj po poti, ki ni toliko priljubljena, očitno. Je tole kar zaresen vzpon. Treba kar potruditi, da šel gor pride. 1000 metrov. Od tu naprej, če si za kaj, ga pi, se smej, se iz greha frej. Tik pod vrhom. Evo ga, dobrodošli na Lubniku. Gremo pogledati eno super razgledno točko, da malo panorame naredimo. Tovorna oziroma oskrbovalna žičnica. Zdaj pa kako še ta plošča izgleda v praksi. Tukaj je Šmarna gora, pa Ljubljanska kotlina, tukaj dol Škofja Loka, Kranj, pa teli kranjski Kvasojošt pa to. Tamle je Krvavec, potem te glavne Kamniške v oblakih, tukaj mora biti Storžič, pa pol naprej Karavanke. Tamle se en konc Stola vidi. Tole je pol Jelovica, tamle zad mora biti Dražgoše, Ratitovec v oblakih, za njem so pa Ljulici, tukaj smučišče Stari vrh, čist brez snega, Blegoš, tukaj je Polanska dolina, tole je najvišji vrh, oziroma nekdaj najvišji vrh Polhograjskih Dolomitov, je bil Pasja raven in še kaj dol do Aleša. Končali smo na Pasji ravni, potem je zdaj najvišji vrh Polhograjcev je Tošč. Zakaj je Pasja raven nižja zdaj? Ker je JNA, je vrh zravnala in je nekaj metrov nižja, tako da zdaj je nižji kot Pasja raven. Za Pasjo ravno je Krim, pa tudi zadnji mora biti pol tudi tam nekje Snežnik.
To smo pa že videli, ne. To je pa še najin selfie z vrha proti Kamniškim Alpam pa Kranju. Zdaj grejo pa, sva rekla, po krožni poti greva dol, po tisti za dol desni. Ajde, pičemo. Ramova klopca. Je pa zanimivo, da za gor grede niso praktično tukajle do tega, ko sem prišel na tole pot, niso srečali nikogar. Gor je pa zelo živahen, tako da sva zbrala zelo nepriljubljeno pot za gor. Tukajle sem midva prišla po grebenu, greva pa zdaj tlele probat. Drugače sem pa razmišljala, da bi iz Ljubnika nadaljevala pot proti Gaborski gori, ampak kdaj drugič. Zdaj, tako, kot sem rekel, dol imava plani čez Gabrovo, zdaj je pa tukaj pa en kup enih poti, in v takem primeru, če ne veš, je najboljše domačine vprašati. Ja, seveda, in to sva tudi naredila in so nama povedali, da sva na pravi poti. Še dobro, da nisem danes z Lukatom. Večkrat očitno prihajava v Gabrno. Je pa tudi tukaj pot je malo lepša, malo bolj razgledna kot ona, ko sem šla gor, ampak tudi precej širša pa bolj obljudena. Tamle je ena velika žaga, pa tlele vidite, imajo vse zložen in midva zdaj morava nekam levo zaviti, ker morava kele doliti. Sva pa zdajle gospoda Franca srečala pa njegovo ženo in hvala gospod Franci za pohvale kanala, pa za klepet tudi. Tole bi bilo sicer boljše, če bi bilo z rdečo napisano, ne? Ampak sva na pravi poti. Se pravi, od žage moraš se v bistvu v kontra obrneš, ko bi za 90 stopinj oziroma 180 stopinj in gremo dol. Super, da so šla po krožni poti. Tukajle pa gleda še posledice lanskega neurja. Tole plaz se sprožil. Pospravljajo fantje. Zdajle pa zelo kmalu prišla na tisto razpotje, kjer sva za gor desno skrenila. Evo ga, krog je sklenjen. Tukajle so prej levo zavili oziroma desno gor. Super krožna tur. Lepo je. Zdaj pa samo še do avta. Cirka 20 minut.
Takole, zaključek še narediva. Danes se tudi midva sva čist usklajena, sva tudi tako kot zadnjič z Lukatom, sva tudi midva skoraj kot dvojčka, no, je težko razločiti. Jaz sem malo več centimetrov, Aleš pa malo več kilo, ne. Pa malo razdeljiva, pa so ista. V glavnem, kakšna ti je bila tura? Tura je bila kar naporna, no. Sploh za gor, ta grebenska, ko greš gor pa dol, 1-3-krat. Ni glih dolga, no. Se da prideti tako, ko je markiran, uro 40. Drugače pa zanimiva, dol mi je bila pa tudi lepa, ker so razgledi lepši. Po travniki greš, po lepši poti greš, ker so vlake. To je to. Ja. Pa super je, da so šla v to stran krog, ker je gor, da se malo bolj namatraš, da se spucaš, dol pa bolj taka lahkotna. To. Drugače pa tehnično enostavno, super za družinske izlete ali pa tudi tako če se hočeš zgoniti, je tudi super za kondicijo nabirati. Tako da to je to. Pa ful mi je všeč, ko sva krožno turo naredili. To mi je itek. To verjetno že veste, da je pika na i. To je to, ne? To je to, ja. Hvala, da ste ostali z nama do konca. Pa imejte lep dan še naprej. Adijo. Čau.